Kam plašč odložite, ko dan je gotov? Kdaj se zaveste, da prišli ste domov? Kaj vas napolni srečo, milino? Kaj vašemu bivanju daje širino? Kaj da prostoru pridih, sentiment? Kdaj vi začutite svoj ambient? Pozdravljeni v novi sezoni oddaj Ambienti. Vsak dom je unikaten. Nekateri svoj popolni dom najdejo v majhni garsonjeri, za druge ni doma brez vrta, spet tretji razumejo dom kot tehnološki stroj za bivanje. Vsem kakovostnim ambientom pa je skupno, da so plod trdega dela, kančka dobrega okusa, predvsem pa tesnega sodelovanja med naročniki in strokovnjaki. Vse te plasti posameznega ambienta pa boste lahko skupaj z anekdotami o njegovem nastajanju vsak teden spremljali v naši televizijski oddaji. Maruša in Žan sta se kar sama lotila opreme svojega prvega skupnega stanovanja. Le pri zasnovi kuhinje sta potrebovala pomoč strokovnjaka. Smo v stanovanju, ki je nekaj posebnega. Mlad par si je uredil stanovanje nad očetovo mehanično delavnico. In zakaj je stanovanje tako posebno? Sedim na motorju, ki se ne nahaja v delavnici, temveč sredi dnevne sobe. Maruša in Žan, zakaj ste se odločila sparkirati motor ravno sredi dnevne sobe? Se mi zdi, da je bila najboljša alternativa avtomobilu, ker smo v prvem nadstropju in se avtomobil zelo težko pripelje do gor. Tako da motor je pa dosti lažje gor spraviti, tako da je bila to neka alternativa, ki smo jo pa vzeli. Pa je ta igrača vozna? Igrača je bila vozna pred 15 leti. Mislim pa, da če bi mu dali nekih pol dneva ljubezni, da bi spet zalaufal in bi se spet peljal. Maruša, kako ste vi sprejeli ta eksponat sredi dnevne sobe? Ja, boljše to kot pa biljard miza, ne. Pri Žanu je ponavadi zmeri malo drugače vse in tako, da sem rekla motor, v redu pa ne bo, ne. Za začetek me zanima, kako veliko je to stanovanje? To stanovanje je veliko 130 kvadratov. Kaj pa je bilo v tem stanovanju pred prenovo? V tem stanovanju pred prenovo je bilo zelo veliko enih sob. V tem modelu, ki mi sedimo, je bila jedilnica, tam naprej je bila dnevna soba, potem 3 dodatne sobe s hodnikom. To je pa v bistvu to. In kako je potekala prenova? Kaj je bilo vse to, kar ste morali postoriti? Poleg tega, da ste zrušili stene, odmaknili vrata, razširili prostor. Ja, to je bila tista ta prva stvar, vzeti macolo pa stene. To je to. Slišati je bilo, da ste to z užitkom naredili. Z veseljem. Ja, in tudi hitro so padle, tako da. Kaj vse prenova potegnila za sabo? Menjati ste morali tla oziroma pode? Tako je, poden v osnovi ni bil v planu, ker je šlo pa teh 6 sten stran, 3 večje in 3 manjše. Se nivoji niso ujemali, zato je parketar predlagal, da se to renovira tako, kot treba in da se da nov parket noter. Kdo je pa potem to izvedel? Sama praktična izvedba? Sama praktična izvedba smo vse domači naredili. Imamo to srečo, da v bistvu recimo v tem primeru jaz sem si nekaj zamislila, potem je pa Žan to lahko izvedel. Tako da je bilo res super, no, tako da. Skupnimi močmi, družinsko, brat, oče. Ja. Glave skupaj pa roke skupaj pa se da veliko narediti. V spalnici sem poslo naredil sam z masivnega lesa. Od spodaj so Rosfrej nosilci. V spalnici, kot vidite, je tudi kolo obešeno na steno. Tudi ta nosilc sva že prej uporabljala v prejšnjem stanovanju, ker je bilo malo premalo prostora, da smo pol tisto kolo lahko nekam obesili. En drug objekt smo tudi delali, zato sem se takrat odločil, da bom to betonsko lučko naredil, ker je bilo majčkeno preveč tega betona je ostalo. Pa sem se nehitro odločil, da bo ta zadeva šla v to smer, da bo nekje dobila, se pravi, novo podobo, tako kot je dobila v spalnici. V spalnici je tudi star stol, ki je bil prej drugače oblečen, potem sem ga z Marušo oba zbrusila. Stol je bil od prababice in še zdaj, kot vidite, je zelo uporaben. Ja, v pisarni se v bistvu nahaja Žanova bivša soba. Prvotna je bila v bistvu z zelenimi temi fronti, pa smo potem se odločili, da bomo
prebarvali na belo, tako da smo tudi osvežili, dali novo podobo, tako da se pač tudi sklada z ostalimi prostori. Za mizo sva kar v bistvu uporabila kuhinjski pult, sva ga dala tudi delati po naročilu. Se pa tudi nahaja en poseben kos, stol v bistvu s pleksi steklom, sva ga pa tudi videla v bistvu v enem takem športnem objektu in sva rekla, če bi mogoče, če ga prodajajo, pa so rekli, da je na prodaja, tako da smo se potem zmenili za en kos, da bo ta pač res ekstravaganten. Še zdaj sprašujejo, ali se lahko usedemo gor, ja, seveda je pač uporaben, tako da nam je bil zelo všeč. Koliko je pa udoben ob sami uporabi? Je kar udoben, je pa bolj mrzel. Aha, se pravi za poletne dni. Tako, ja. Jaz sem pa odgovorna bila za luči v dnevni sobi in v bistvu je bila ideja pripeljana prav tako iz interneta. Nekje sem videla, da so imeli takšne luči v trgovini za čevlje in sem prišla do Žane in sem rekla, lej, to bi bilo super, če bi bilo v dnevni sobi. In potem sva pa zrisala in sva postavila najprej stiropor na steno, da sva si lahko bolje predstavljala, kako bi bila sama postavitev luči, potem pa je pač Žan nekako izpeljal do konca. Kje sta pa ujagala tiste velike rogove? Tiste velike rogove je ujagal moj ata, tako kot je v bistvu naredil tudi to mizo. Ta miza je bila piknik miza v začetku in se potem, ko je bilo že stanovanje urejeno, se je oče spomnil, da je pa v bistvu idealna za sem noter. Sonce je še malo obšleslo, voda je naredila svoje, tako da je v bistvu dobila še tisto patino, ki nama bolj ustreza, da je to v jedilnici. Se pravi, je to dejansko stara miza, ni zgolj staran les? Ne, to je dejansko stara miza. Seveda me zanima, kakšni so bili stroški za vso to prenovo in koliko časa je trajalo? Ja, sama prenova v bistvu štartalo se je konec meseca maja in pa končalo recimo konec novembra oziroma vseljena so bili prvi teden decembra. 6 mesecev. Tako. Kar hiter. Kaj pa cenovno? Cenovno je vse skupaj prišlo nekje 35 000 evrov. Poden oziroma parket je bila cena okrog 8 000 evrov, kuhinja nekje 6 000 evrov, okno blizu 3 000 evrov, potem pa še tisti dodatni stroški za ali je to bilo malanje ali umet sten, lučke, take stvari. In pa seveda še oprema od kavča do kakšnih stolov in ostalih dodatkov. Se pravi, marsikaj ste postorili sami, pa ste določene stvari tudi zaupali strokovnjakom? Tako je, kuhinjo sva pa zaupala strokovnjakom. Ja, najprej sva v bistvu obiskala ene par salonov, potem sva pa stopila v kuhinje in tam v bistvu zagledala na eno bodočo kuhinjo, čeprav do takrat... Vezano na prvi pogled. Lahko bi se rekel, da so nam brali misli. Kako je pa potem potekala sama montaža kuhinje? Je šlo vse gladko? So se držali rokov? Rokov so se držali, jaz jih nisem držal. Sem mislil, da bo obnova bila zaključena mačkam prej, tako da sva kuhinjo izbrala že v začetku. Na koncu je kuhinja čakala mene, postavljena potem, ko je bilo vse urejeno, je bila v enem dnevu. Tiste detajle, lučke, priklopi, to je trajalo še nekaj časa, ampak načeloma v enem dnevu je kuhinja pripravljena za uporabo, če si dosti hiter tudi ti s priklopi. Gospodična Vanja, kakšen je bil postopek pri načrtovanju te kuhinje? Bil je zanimiv. Vsaka kuhinja ima neko svojo zgodbo in tako ima tudi tale kuhinja svojo posebno zgodbo. Imela sem idealnega naročnika, če lahko tako rečem. Žan in Maruša sta prišla do mene že z neko oblikovano idejo, kakšno kuhinjo želita, kakšno barvo želita, kombinacijo z lesom. Svetovala sem jima tudi pri izbiri obdelave površin, obdelave front. In skupaj smo izbrali fronto, ki ima na vtip svilnato gladko teksturo in njena posebnost je, da se na njej ne pozna prstnih odtisov. Ena od posebnosti te kuhinje so tudi snemljive fronte. V primeru, da pride do kakšne manjše nesreče in nam kaj steče v predal, se da fronto snet, očistiti predal, očistiti notranjost predala ter enostavno namestiti fronto nazaj. Ko smo skupaj z Žanom in Marušo končali kuhinjo, izris kuhinje v salonu, ko
ko smo bili zadovoljni s kuhinjo na papirju, sem prišla tudi na dom, kjer sem upravila izmero. Vedno je treba preveriti vsak načrt, ali dejansko paše v prostor. In kako je bilo v tem primeru? So bili potrebni še kakšni dodatni posegi v kuhinjo z inštalacijami? Ob izmeri smo ugotovili, da lokacija pomivalnega stroja, kot je bila v prvotnih načrtih, ne bo v redu. Kuhinjsko korito smo umestili v levi kot prvotno in kuhalno ploščo v desni kot, zato da bi med kuhalno ploščo in kuhinjskim koritom pridobili čim več delovne površine. Ampak se je potem dejansko na sami izmeri in v pregledu vodovodnih inštalacij izkazalo, da ta varianta ne bo najbolj funkcionalna. Obstaja elegantna rešitev, da se izognemo dodatnim stroškom, dodatnega napeljevanja elektrike tam, kjer je ni. To je tale vtičnica, ki je skrita v delovni pult. Ta vtičnica je posebna zato, ker je globoka za debelino pulta in se skrije v pult in ne ovira nobene omarice, nobenih predalov pod pultom. Kako je pa potekala potem sama montaža? Načeloma montaža pri nas traja dan ali dva, odvisno od velikosti kuhinje. V tem primeru je bila kuhinja postavljena v enem dnevu. Skupaj s kuhinjo na dan montaže pripeljemo kuhinjo in vse gospodinjske aparate, ki jih stranka kupi pri nas. In vi tudi priklopite vse te naprave? Če ima gospodinjski aparat že priložen vtikač, potem ga lahko sami priklopimo. Ukolikor pa sam proizvajalec gospodinjskega aparata tega ne priloži, je potem zaradi naše varnosti potrebno poklicati strokovno usposobljeno osebo oziroma strokovnjaka, ki to priklopi in to naredi profesionalno. Kaj morajo stranke pripraviti, preden pridejo k vam na izris kuhinje? Fino je, da imajo s seboj dimenzije sten, višino stropa, podatek, kje se nahajajo vodovodne in električne inštalacije. To potrebujemo, da vemo, kam postaviti pečico za priklop kuhalne plošče, za priklop pomivalnega stroja. Potrebujemo podatek, kje se nahaja odvod za napo. Stranke pa velikokrat pozabijo tudi na radiatorje in na talno gretje. Zakaj pa je to pomembno? Si znam predstavljati, da se ne zakrije radiator, zakaj pa talno gretje? Talno gretje je pomembno pri pritrditvi kuhinjskega otoka. Obstaja pa še veliko lažji način za stranko in to je izris na domu, kar je naša brezplačna storitev, popolnoma brez obveznosti. Naš svetovalec pride na dom in v enem obisku naredi izmero, preveri inštalacije, skupaj s stranko zbereta barvo kuhinje, kakšen stil si stranka želi in vse skupaj se zriše, načrtuje vse v udobju strankinega doma. To je naša premium ponudba in smo edini v Sloveniji, ki ponujamo to storitev izrisa na domu. Brez obveznosti nakupa? Brez obveznosti nakupa. Kako pa poskrbite za vaše stranke po nakupu kuhinje? Vsem našim strankam ponujamo našo brezplačno storitev za servis in ponastavitev okovja. Ko je kuhinja v polnem pogonu, ob vsakodnevni uporabi, včasih je kakšen vijak potrebno malce privijačiti, naš monter pride in vse to uredi. Na idilično zasneženi Pokljuki smo obiskali prenovljeno počitniško hišico. Družina jo ima v lasti že drugi rod. Ta mladi so jo temeljito prenovili, pri tem pa sodelovali z lokalnimi mojstri in domačimi proizvajalci pohištva. Pokljuka je ena izmed naših bolj priljubljenih turističnih destinacij. V zavetju gozdov in pod mogočnimi vršaci se človek zares lahko odpočije in naužije svežega zraka.
Danes si bomo v tem idiličnem okolju ogledali počitniško hišico, ki sta jo lastnika opremila sama. Mene pa seveda najprej zanima, kakšno peč imajo. Upam, da toplo. Ja, me zelo veseli, da je tukaj tako lepo, prijetno, toplo, domače. Ampak najprej me zanima, kako ste prišli do te hiške, take pravlične, v tem idiličnem okolju sredi Triglavskega narodnega parka. Ko sem bil jaz majhen, je en dan oče prišel domov in je rekel takole: zdaj bomo pa kupili nov avto ali pa bomo naredili kočo v idiličnem okolju. In seveda jaz kot otrok sem želel avto, mama pa je želela kočo v idiličnem okolju. In potem smo se odločili, ali bi imeli kočo na morju ali pa na Pokljuki, in uspelo nam je zgraditi to leta 78 in 79, še tik preden je bil sprejet zakon o Triglavskem narodnem parku, ki absolutno prepoveduje kakršnokoli novo gradnjo kakršnihkoli objektov. Aha, se pravi, hiška je že precej stara, če prav razumem. Je bila potrebna prenove? Tako je, hiška je bila potrebna prenove, na Pokljuki so v resnici ekstremni pogoji, ki objekt še hitreje dotrajajo, vedno je problem vode, problem barve in zaščite pred soncem, zime so relativno hude in poletja so dokaj vroča in zato je bilo seveda treba hiško prenoviti. Tudi z leti se je teren spreminjal, ne? Tako da v bistvu tukaj vse močvirnato in zadnjo piko na i pred obnovo je bilo to, da se nam je v bistvu zaradi sprememb na terenu, smo imeli težave s kanalizacijo in smo potem te inštalacije nekako morali obnoviti. In tudi prostori so bili narejeni še na ta star način, ko je bilo veliko majhnih prostorov in jo je to nekako vedno bolj motil, ker se nam je zdelo, da je pač fino, da ko smo tukaj, da imamo čim več svetlobe in da prostor diha. Ampak sama ta obnova je verjetno, ker je v Triglavskem narodnem parku, še posebej zahtevna naloga. Verjetno to ni enostavno dobiti dovoljenja, verjetno je treba en kup stvari paziti, da so pač narejene tako, kot je treba. Teh zahtev je verjetno veliko. Seveda, tukaj ne samo Triglavski narodni park, tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine. In vsak poseg v objekt, v zunanjost objekta seveda mora biti ustrezno prijavljen in seveda lahko pride na objekt tudi inšpekcija, ki preverja. Absolutno je prepovedano dograjevati objekte, prepovedano je povečevati okna in podobne stvari. In obnavljali ste ta objekt tudi na zunaj? Seveda, mi smo objekt obnavljali na zunaj, prekrili smo streho, prebarvali smo objekt, zajetje vode smo uredili in seveda notranjost smo tudi popolnoma renovirali. In katera zadeva je težja? Na zunaj obnoviti, da vse deluje tako, kot mora, da je vse po pravilih, ali z notranje strani narediti neko tako toplino, domačnost? Ja, največji zalogaj je bila notranjost, ampak ne zaradi estetike. Nekako sva imela z Iztokom zelo podoben okus in sva si predstavljala, da je nekako linija les, kamen in da se skozi to prepleta zgodba. Neko idejno zasnovo smo že imeli prej od arhitekta, vendar pri sami izvedbeni stopnji smo šli step by step, dejansko po korakih, da smo umeščali posamezne elemente en za drugim. Recimo tale kamin, ki je centralni del prostora, je polkrožen. Ko smo imeli narejen ta kamin, smo potem lahko šele kuhinjo natančno izmerili, da se je nadaljevalo v pult. Tale kavč je tudi, smo želeli imeti še en dodatni prostor za ležišče, tako da je raztegljiv, vendar običajne dimenzije niso prilegale, tako da smo spet morali tudi si pomagati z posameznimi detajli, ki so jih naredili po meri, pomočjo mojstrov, ki so bili v bistvu pripravljeni nam pomagati pri takih delih. Omenila sta številne slovenske mojstre, ki so pomagali to hišico narediti tako, kot je. Jih je bilo težko najti? Niti ne. Jaz bi rekel tako, da v Sloveniji je težko najti dobre mojstre, ki razumejo specifike, lokalne specifike, in Pokljuka je res specifična. Marsikdo dela okna,
in vrata, vendar ne uporablja primerne barve za tako ekstremne pogoje. Marsikdo dela peč, vendar ne razmišlja, kako bo ta peč delala, ko bo minus 30 ali pa minus 35 stopinj. Tako da dobre mojstre je pa težje bilo najti. Ja. Vodilo obnove je bila praktičnost uporabe, prilagojena sodobnemu načinu bivanja. Ena izmed bolj praktičnih rešitev je zagotovo daljinsko krmiljenje ogrevanja, kar omogoča, da je hiša ob prihodu lastnikov vedno prijetno topla. Brezžičnega interneta, na katerega smo tako zelo navezani, pa namenoma niso priklopili. Ko se odločijo za oddih na Pokljuki, želijo biti tukaj zares v stiku z naravo in se dobro spočiti od hitrega tempa življenja, zato pa povezano s svetovnim spletom ni potrebna. Pravzaprav je moteča. Kakšna pa je kritina? Seveda kritina je skodlasta. Na Pokljuki so skodle še posebej pomembna kritina, vendar moramo priznati, da je pa vseeno kar nekaj objektov, ki so pokriti z bistveno drugačno kritino. Ko smo prekrivali streho, smo iskali lokalne mojstre. Streho smo prekrivali približno 7-8 let nazaj, preden smo obnavljali druge dele objekta. No in v tistem času, žal, na Bohinjskem in na Blejskem ni bilo nekega aktivnega skodlarskega mojstra. Veliko lokalcev zna tukaj popravljati strehe, izdelovati strehe, vendar njihovo glavno priporočilo je bilo, da damo na objekt deske. Vsi pa vemo, da takšne deske zdržijo 5, morda 10 let. Potem smo slučajno na televiziji Slovenija gledali vdajo o specifičnih mojstrih iz Slovenije, ki ohranjajo kulturno in naravno dediščino, in med njimi je bil starejši mojster iz Koroške, ki živi pod Peco na Koroškem. Jaz sem ga s kolegom obiskal. Gospod je enostavno fascinanten, skodle je izdeloval na stari način, torej zelo pomembno je, kdaj se les seka, zelo pomembno je, da na strehi so skodle, ki so skupaj rasle v drevesu. Zelo pomembno je... Zaradi česa je to pomembno? Zato, ker se streha potem razteza in krči in les, ki se je že raztezal in krčil v preteklosti na drevesu, se bolje razteza in krči na sami strehi. To deluje potem sinhrono. Tako. Skupaj diha in to se je tudi zdaj po 8 letih, ko že imamo to streho, izkazalo, da dejansko drži. Pri prenovi je bilo predvsem zaradi majhne kvadrature največji izziv stopnišče, ki vodi v zgornje nadstropje. Tudi tukaj je na pomoč priskočil domači mojster, praktik, ki je v objektu vse do milimetra natančno izmeril in predlagal tako imenovano račje stopnišče. Poleti se objekt kaže v rahlo drugačni luči. Pokljuka je praktično pašnik in polno je krav v okolici. V zadnjem času imamo tako imenovane pametnejše krave, ki same znajo odpirati ograde in z velikim veseljem pojejo tudi travo na bolj zaprtih delih Pokljuke. Tako da s kravami imamo veliko zabave tu. Ja. Pa upamo, da nam jurčkov ne pohrustajo. V preteklih sezonah smo obiskali več kot 150 zasebnih domov in vrtov. Ogledate si jih lahko v arhivu oddaj na naši spletni strani www.tvambienti.si. Brez skrbi, ekipi Ambientov še ni zmanjkalo gradiva. Tudi letos vam predstavljamo vrtove, stanovanja in hiše iz vse Slovenije. Imejte se lepo, uživajte, vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali družinsko hišo v Stari Fužini in stanovanje v Gornji Radgoni v hiši, ki je bila med osamosvojitveno vojno 91. leta požgana.